Rajski dokumenti prinašajo novo razkritje iz davčnih oaz, in sicer dokumente ene najbolj uglednih podjetij oziroma odvetniških družb, ki se ukvarjajo z davčnim in drugačnim svetovanjem najpremožnejšim strankam, največjim korporacijam, tudi zelo bogatim posameznikom. Poleg tega prinašajo tudi skrivnosti družbe, ki ustanavlja podjetja in jih upravlja iz Singapurja, Asia City Trust, in še podatke, ki smo jih novinarji prečesavali več kot pol leta, zadevajo pa 19 poslovnih registrov davčnih oaz, pretežno v Karibih, nekaj tudi v Pacifiškem oceanu, na otoku Labuan, zraven Malezije in tako dalje. Skratka, zelo zanimivo, eksplozivno branje, ki pač še enkrat več dokazuje, da so davčne oaze, davčne utaje itak, in tudi davčna optimizacija velik problem v sodobni družbi. Primerjava s Panama Papers je v določeni meri nehvaležna, ker gre vendar za sorodno tematiko, vendar pa je ob razkritju Panama Papers oziroma panamskih dokumentov marsikdo dejal, da gre za neko obskurno panamsko družbo, Mossack Fonseca in tako naprej. Tudi razkritja so bila sicer velika in nanašala so se na mnoge državnike in politične voditelje, funkcionarje, vendar pa tokrat tega ni mogoče reči. Tokrat novinarji, ki smo sodelovali v okviru mednarodnega konzorcija preiskovalnih novinarjev, razkrivamo pravzaprav skrivnosti 1% tega sveta. To pomeni korporacije, kot so Apple, Facebook, Twitter, britanske kraljice Elizabete, pevca Bona, pevke Madone, trgovinskega ministra Trumpove administracije, njegovega zeta in tako dalje. Skratka, tokrat mislim, da je neizpodbitno, da so se ujele velike ribe, o katerih so vsi tako radi govorili, in pa predvsem zelo veliko je zadetkov v Združenih državah Amerike, nenazadnje tudi v Kanadi, kjer se je ujel glavni finančnik volilne kampanje Justina Trudouja, premierja Kanade, z tako rekoč domnevno neomadeževanim imidžem. V dokumentih odvetniške družbe Appleby ni navzočih tako zelo veliko Slovencev, vendar pa smo odkrili nekaj zanimivih zgodb, ki jih bomo razkrivali v delu v naslednjih dneh. Za nas je pravzaprav bilo najpomembnejše odkritje oziroma najpomembnejša odkritja so izvirala na Malti, torej v malteškem poslovnem registru, čigar podatki so bili razkriti nam, novinarjem, in smo jih pač lahko preiskovali, na podlagi imen, priimkov in nacionalne pripadnosti. In prav tam smo našli največ Slovencev, največ slovenskih imen, podjetij, in tudi njihove poti so nas vodile ven iz Malte v druge države. Moram pa reči, da so nam pri tem pogosto pomagali tudi panamski dokumenti, saj so se informacije v rajskih dokumentih v mnogočem navezovale na informacije, ki smo jih morda našli v panamskih dokumentih, pa nismo vedeli, kaj bi z njimi še točno počeli, no, zdaj pa so stvari veliko bolj jasne, ampak kot rečeno, v naslednjih dneh jih bomo objavljali v delu, in to tako, kot smo to storili za panamske dokumente, torej ne bomo ponudili seznama oseb, ne bomo zgradili stebra za sramotenje, ampak smo se tudi tokrat projekta lotili odgovorno. Iskali smo
zgodbe, ki so v interesu javnosti, da pridejo na plano, in se nismo ukvarjali s tistimi zgodbami, pri katerih to ni bilo mogoče ugotoviti, ali pa s tistimi podjetji in posamezniki, za katere enostavno nismo mogli ugotoviti, zakaj sploh gre. Morda bomo to ugotovili kdaj drugič pri kakšnem drugem pobegu podatkov.